Danes smo na tem koncu Slovenije zato, ker želimo tudi na Gorenjskem preveriti stanje na področju kmetijstva. Ogledali smo si že do sedaj v glavnem živinorejske kmetije. V popoldanskem času gremo še na sadjarsko in zelenjadarsko kmetijo, vmes tudi spregovorili par besed o tekoči problematiki z vidika občin. V naši delegaciji tudi poslanka gospa Mateja Udovč, ker mislim, da je prav, da poskušamo vse veje oblasti na nek način sodelovati pri iskanju teh rešitev. Ključna vprašanja današnjega dne so seveda novo programsko obdobje, ki je pred nami, torej nova SKP, nova skupna kmetijska politika. Je prav, da v času, ko nagovarjamo to novo programsko obdobje, poskušamo dobiti čim več povratnih informacij strani terena, kako deležniki vidijo prihodnost razvoja slovenskega kmetijstva, kje so ključni izzivi, ki nas čakajo, in mislim, da smo tudi danes dobili kar nekaj zelo zanimivih pobud. Na drugi strani seveda pa iskanje rešitev v tej COVID situaciji, to pomeni rešitev za ta trenutek, kako lahko nekaterim kmetijskim gospodarstvom pomagamo. Pa moram biti iskren in pošten, danes smo imeli v tem dosedanjem delu predvsem pred sabo tista kmetijska gospodarstva, ki so razvojno usmerjena, ki so družinske kmetije in na katerih res nismo poslušali nobenega jamranja, ampak predvsem iskali te vizionarske poglede za naprej, kar dokazuje, da mlade kmetije, družinske kmetije zelo uspešno iščejo ali pa najdejo rešitve tudi v teh najtežjih časih za razvoj posamezne kmetije in s tem tudi slovenskega kmetijstva. Toliko na kratko o današnjem obisku. Kot sem že rekel, popoldne bomo pogledali še nekaj z področja zelenjadarstva, nekaj z področja sadjarstva in prepričan sem, da bo tudi ta eden od obiskov, ki bo na koncu pripomogel k še boljšemu načrtovanju novega programskega obdobja. Hvala lepa tudi vsem vam za odziv. Iskreno vesel sem, da je minister v svojem obisku Gorenjske obiskal tudi občino Preddvor. Občina Preddvor je ena izmed morda tipičnih živinorejsko usmerjenih občin z vidika kmetijstva. Predvsem pa se ukvarjamo z največjim izzivom, torej gručasta alpska naselja so kmetije so obdane z hišami. In kako sedaj rešiti ta problem konfliktov v centru vasi, tudi z vidika urbanizma. Tukaj smo nastavljali predvsem vprašanja, kako prideti do evropskih sredstev za naše kmetije in pa kako vse skupaj zapeljati z takega strateškega vidika, torej mlade, prodorne živinorejske kmetije, ki bodo jedro razvoja kmetijstva na Gorenjskem. Ta težava razvoja vaških jeder, imate te težave tudi drugih? Ideja, o kateri smo se danes pogovarjali in tudi na terenu dejansko pogledali to težavo, je seveda znana, oziroma ta problematika je poznana tudi na našem ministrstvu. V tem programskem obdobju žal ni bilo predvidenih nobenih finančnih ukrepov za selitev celotnih kmetij, vključno z stanovanjskimi objekti, zgolj kmetijskih objektov iz ukrepov investicijske narave, kot je 4.1, za investicije v kmetijska gospodarstva. Tako da načrtujemo za novo programsko obdobje v sklopu teh intervencij. Seveda v tej široki razpravi bo tudi ta pobuda zagotovo na mizi. Zdaj, vprašanje vseh nas ministrstva, naših deležnikov, nevladnih organizacij, kmetijsko-gozdarske zbornice, pa je, da bomo iz nabora, jaz včasih malo za hece rečem 18 milijard želja, nabrali tiste intervencije, ki bomo lahko spravili v 1,8 milijarde, kar imamo sredstva za novo programsko obdobje. Ob dejstvu, da ta sredstva seveda pomenijo dobrih 900 milijonov pomenijo tudi neposredna plačila, torej prvi steber, in teh slabih 800 milijonov pomeni drugi steber. To je pa ta najbolj pomemben investicijski vir sredstev za te ukrepe, ki jih imamo. Je pa res, moram poudariti, da Republika Slovenija je že v fazi priprave na predsedovanje, ko smo z državami Nemčije, Portugalske in Slovenijo, ko tvorimo ta tako imenovani predsedniški trio, in smo se usklajevali še pred korono seveda o prioritetah predsedovanja našega trija, je ena od prioritet našega predsedovanja ravno tema, ko naslavljamo
če dalje večje konflikte v teh ruralnih območjih, v podeželskih območjih med kmetijsko in nekmetijsko populacijo. Ne. Torej, danes smo sicer pogledali nekatere kmetije, ki nimajo neposrednega konflikta še v vasi. Ne. Poznamo pa nekatere primere pri trajnih nasadih, pri hmeljiščih, kjer se ta konflikt v bistvu povečuje, ne, ker podeželska naselja, vasi praktično postajajo spalna naselja, ne, in niso več zgolj kmetijska območja. Ne. In to problematiko imamo že kar nekaj časa v mislih kot eno od izjemnih prioritet, ne, poleg podpora mladim in razvojnim in tako naprej, ampak tudi ta tema je ena od izjemno pomembnih za celotno trojko tega našega predsedovanja, torej trio vseh teh treh držav, ki sedaj predsedujejo, to trio pa zaključuje Republika Slovenija. A lahko samo tako, kaj lahko gorenjsko kmetijstvo pričakuje od nove kmetijske politike v primerjavi s boljšega, še enako? Zagotovo lahko vsi pričakujemo, cela Slovenija lahko pričakuje spremembe. Ne? Mi vsi vemo, da takšno stanje, kot je danes, zagotovo ni optimalno. Ne? In tudi, ko se pogovarjamo z deležniki, s katerokoli branžo se pogovarjamo, ugotavljamo, da nihče ni zadovoljen s stanjem, kot je. Poleg tega nam tudi Računsko sodišče in CERT projekt, torej z našimi agrarnimi ekonomisti, ki so šli pregledati obstoječe programsko obdobje, na nek način nakazujejo, da ukrepi niso sledili, oziroma da ukrepi so bili sicer nastavljeni dobro, učinkovito črpamo sredstva, vendar pa rezultati v kmetijskem prostoru ne dosegajo želenih učinkov. Ne? V novem programskem obdobju se moramo zavedati, da ni več tako zelo pomembno, koliko sredstev bo neka branža dobila, ampak kaj bo za to naredila. To je ključno vprašanje, ki si ga bomo zastavljali ves čas v fazi programiranja strateškega načrta. In tudi Evropska komisija bo na 2 leti, po novem na 2 leti spremljala države članice, ali dosegajo učinke, ne porabo denarja, ampak učinke. In od tega bodo tudi odvisna bodoča sredstva, ki jih bo Republika Slovenija v tem delu dobila. Zdaj, podrobnosti, jaz menim, da je še prezgodaj govoriti, zlasti ko govorimo o finančnih razrezih, zagotovo bodo spremembe, jih moramo uvesti, ker ugotavljamo, da to stanje ni takšno, kot bi si ga želeli, torej spremembe zagotovo bodo. Finančne ukrepe še nismo zasnovali do te mere, da bi začeli javno komunicirati, sedaj v tej fazi je v javnem komuniciranju ali pa v začetku razprave tako imenovan strateški načrt, ne samo resolucija je bila sprejeta že praktično skoraj 2 leti nazaj. Sedaj je strateški načrt v razpravi, nekje v prvi polovici leta upamo, da bomo in strateški načrt in finančne intervencije pripravili do te mere, da jih bomo že z deležniki poskušali maksimalno že uskladiti. Ker pomeni, zdaj nas čaka nekaj mesecev intenzivnega dela vseh nas, ker želimo do predsedovanja opraviti večji del posla, ker v drugi polovici leta predsedujemo in takrat bomo težko in z ekipami in tudi v končni fazi sam bom kot predsedujoči, če bo sreča mila, moral to oddelati in takrat bo naša časovnica čisto drugačna, kot je sedaj. In zato nas čaka nekaj takih delovnih mesecev, poleg zakonodaje tudi strateški načrt in načrtovanje novega programskega obdobja, ki je ključno v tej fazi. Tudi korona kriza nam je pokazala, kje smo šibki. Povezovanje, sodelovanje, oblikovanje verig, razvoj, prenos znanja, pomladitev slovenskih kmetijskih gospodarstv. To so ključni argumenti, na katerih bomo mogli naslavljati verjetno v novem programskem obdobju z vsemi mehanizmi, ki jih bomo lahko. Ker na tem delu smo v tem trenutku verjetno najšibkejši. In tudi zato v večji krizi kot morda v nekaterih drugih državah, da pa sedaj pa lahko dokazujejo tudi slovenski primeri. Mlečni sektor je najbolj povezanih sektorjev. V lanskem letu, v pomladanskem času je celotna veriga prevzela, vsak deležnik v tej verigi je prevzel del odgovornosti. In sem prepričan, da smo sektor rešili pred takšnimi težavami, kot jih beležimo v marsikakšnem drugem sektorju. In še danes ta sektor relativno dobro krmari med temi čermi tudi COVID epidemijo. Ampak je res izjemno dobro povezan in imamo res tradicionalne dobre verige vzpostavljene v tem delu. In to nas čaka tudi v bodoče na drugih sektorjih.